Lepo vas pozdravljam v imenu Svetopisanske družbe, ki je, kot ste slišali, vaš novi sosed, tukaj blizu smo se preselili na drugo stran Tržaške. Danes me doletela čast, da spregovorim nekaj besed o nas, ampak predtem pa seveda je prav, da se najprej ozremo na tale berila, ki so bila prebrana in še posebej na evangelij, ki smo ga slišali danes, sploh, ker se to oboje zelo lepo povezuje. Najprej moramo nekaj besed o tejle ženi spregovoriti, o tejle Samarjanki, ki je Jezus na tako pravzaprav nenavaden način sreča tam pri tistem vodnjaku. To srečanje je nenavadno, saj že iz berila vidimo, da so se učenci čudili, Jezus je tukaj šel, bomo rekli, proti toku, a ne. Vidimo, kakšno življenje je živela ta žena, to je danes, še danes je to čuden, takrat je bilo to še veliko bolj nesprejemljivo, ampak Jezusa to ne moti, Jezus gre direktno do nje in jo sreča tam, kjer je. In mislim, da če smo prav iskreni, da pravzaprav moramo prepoznati, da ta žena predstavlja vsakega izmed nas, mene in tebe. Tudi mi hodimo k svojim vodnjakom vsak dan z bremeni, ki jih imamo, z ranami, ki jih imamo, z boleznimi, ki jih imamo. Naša življenja so ranjena, včasih uničena, zmedena. Ampak nenadno se potem tam pojavi Jezus. Proti pričakovanju. Tudi sama je bila presenečena, kako da ti sploh govoriš z mano, se ti ne smeš govoriti z mano. Kaj zdaj to? Ampak Jezus se pojavi, Jezus, srce Božje ljubezni gori in gre čez te človeške meje, ki obstajajo. In tako seveda tudi Jezus nas nagovarja, prav enako. In potem Jezus ponudi vodo, živo vodo. In berila, ki smo jih prej prebrali iz Stare zaveze pa iz pisma Rimljanom, nam lepo prikažejo, kako velika svetopisanska tema je tole. To je velika obljuba, ki so tudi sicer preroki so govorili, vode bodo začele izvirati na suhem kraju, puščava bo ozelenela, tam, kjer je smrt, bo nastalo življenje. In to je moč te žive vode in seveda v Novi zavezi se razkrije, da ta živa voda je kar Božji sveti duh, sam Bog, tretja oseba trojstva, ki prihaja, ki daje življenje, ki oživlja vse in ki prihaja seveda k nam dejansko, da bi bival v nas, pri nas. Tako da Jezus sam pravzaprav nas tukaj direktno kliče v to bližnje prijateljstvo z njim. To, kar smo slišali v prvi molitvi danes na začetku. Jezus nas kliče, Jezus si želi, da človek odpre svoje srce in da se pustimo nagovoriti od te močne, goreče ljubezni, ki jo Sveti Duh izliva v nas. Ta voda dejansko je tista, ki poteši našo globoko željo. Vsi mi s svojimi problemi, s svojimi tegobami, s svojimi ranami, vsi mi hrepenimo po nečem in doskrat, tukaj meni je zelo zanimivo, kako je ta odlomek postavljen. Ta žena v bistvu ne ve, kaj res potrebuje, ampak Jezus ve, kaj potrebuje. In tudi mi smo taki. Jaz to sam vidim, doskrat v bistvu v resnici, v srcu ne vem in ne hrepenim po tistem, ker bi me res zadostili. In to je seveda Bog sam, živi Bog. Tako kot je napisal Avguštin, nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi. In to je zelo globoka resnica. V bistvu tako smo ustvarjeni. Človek najde svoj pravi mir takrat, ko se znajde v tej pristni bližini z živim Bogom. Se pravi, Jezus dejansko govori, reče, če bi ti vedela, kako je velik ta Božji dar. In to je tisto, kjer imamo mi ljudje problem. Doskrat se ne zavedamo veličine Božjega daru, bogastva, izobilja tega studenca, ki se je odprl v Kristusu, da bi prišli in da bi pili. No, voda pa v Svetem pismu pa pomeni tudi še nekaj drugega, pomeni pa tudi Božjo besedo. Recimo, tako beremo v pismu Efežanom in to je po svoje prav, ker Božja beseda pa Božji duh gresta seveda skupaj. Jezus sam je malo pozneje v Janozovem evangeliju reče, besede, ki sem vam jih govoril, so duh in življenje. Se pravi, eno gre z drugim. Božji duh
pa živa Božja beseda, tisto, ki človek, mi umrljivi ljudje, dejansko zaslišimo globoko v sebi glas živega Boga in seveda glas živega Boga pa vemo, ustvarja življenje, ustvarja iz nič nekaj novega v nas. No in ta Božja beseda prinaša srečanje z Jezusom. Poglejte v tej zgodbi, kaj se je zgodilo. Samarijanka se je srečala z njim in nekaj se je v njej spremenilo, pustila je kar tam vrč in je tekla nazaj v svoje mesto ali svojo vas in je začela govoriti. In tako deluje Božja beseda, seveda, in to je preprosta beseda o Jezusu. No in potem, se pravi, pove o svojem srečanju drugim in potem pa se tudi ti drugi pridejo, pristopijo, se sami srečajo z Jezusom in potem pravijo, zdaj pa tudi mi verujemo zaradi njegove besede, zaradi tega, ker je Jezus govoril. Tako Božja beseda teče v svetu, tako smo vsi kristjani poklicani, da smo upreženi v to delo Božje besede. No in tukaj zdaj bi pa spregovoril, lahko preidem gladko naprej o tem, da povem par besed o svetopisemski družbi, kaj to sploh je za ena stvar. Zdaj, začel bi tako, da je, najprej moramo v Svetem pismu eno stvar reči. Bog se je očitno v svoji modrosti odločil, da bomo kristjani imeli te besede, ki nas kličejo k njemu, zapisane v eno veliko knjigo, se pravi v Svetem pismu in to je kot pričevanje o tem duhu in pričevanje o Božji ljubezni. Tako se je Bog odločil. In seveda, če je pa to ena knjiga, je pa za njo treba skrbeti. No in pred približno 200 leti se je zgodilo, in tudi verjamemo, da prav tako po Božji previdnosti, da je več različnih cerkva takrat v Angliji stopilo skupaj in so rekle, skupaj bomo začeli organizirati delo v zvezi s to knjigo, s Svetim pismom. In takrat je bila ustanovljena svetopisemska družba in že takrat so različne krščanske cerkve sodelovale v njej, ampak po drugem Vatikanskem koncilu pa v njej polno sodeluje tudi katoliška cerkev, se pravi, to je zdaj organizacija, ki dejansko povezuje vse krščanske cerkve, prav tako tudi pravoslavne. No in zdaj obstaja Svetovna zveza Združenih svetopisemskih družb, ki deluje v, mislim, da okrog 200 državah sveta, potem pa v vsaki državi deželi pa obstaja tudi lokalna, krajevna svetopisemska družba, tako je pri nas Svetopisemska družba Slovenije. In se pravi, mi skrbimo za svetopisemsko delo tukaj na tem področju. Zdaj, zakaj gre pri tem delu? Tukaj bi lahko 4 stvari omenil, da si boste lahko predstavljali, kaj ne bi bilo to svetopisemsko delo. Prvo je seveda prevajanje. Ker je Božja beseda v človeškem jeziku, je treba nujno prevajati v nove in nove jezike in tudi tem, kjer je že prevedena, je treba čez čas ponovno prevesti, ker jezik se razvija, ljudje drugače govorijo, drugače razumevajo. Se pravi, eno je prevajanje. Druga stvar je širjenje te zapisane Božje besede v različnih oblikah, ali naj bo to knjiga, ali naj bo to internet, lahko je to audio, se pravi, oblike so različne, sploh v današnjem času se je to zelo razširilo. Včasih so bile to seveda predvsem tiskane izdaje, danes ni več tako. In potem tretja, zelo pomembna stvar, svetopisemske družbe pomagajo ljudem, kot rečemo, priti v živi stik z Božjo besedo. Namreč vemo, da je težava danes tole, svetopismo ima marsikdo doma na policiji, ampak se na njem nabira prah. In tukaj je potreben en nov korak, kako pomagati ljudem, da pristopijo k tej živi besedi, da se zgodi to, kar smo prej slišali, da človek pristopi k živem studencu in pije. Se pravi, svetopisemska družba je misionarska organizacija z zelo posebnim misijonom. Se pravi, misijonom, ki je ozko usmerjen na delo s Svetim pismom, z zapisano Božjo besedo in ki pri tem delu združuje vse krščanske cerkve. To je naša specifika. Pred časom smo naše poslanstvo izrazili takole, bom kar prebral. Poklicani smo k razvijanju dela s Svetim pismom, da bi njegovo sporočilo lahko doseglo, izzvalo in preobrazilo življenja ter prineslo Božjo spravo in ozdravljenje ljudem v naši deželi. Kako si to predstavljamo?
tako zamišljamo si, to je tisti cilj, k kateremu stremimo in je dolgoročni cilj. Ne? A ne bi bilo lepo, ko bi branje Svetega pisma postalo nekaj normalnega v naši družbi? Tako kot je, ne vem, ljudje poslušajo glasbo, jejo sendvič od zunaj, a ne bi bilo normalno videti ljudi, ki tudi berejo Sveto pismo, da to postane normalen del. Tukaj bi spomnil na besede papeža Frančiška, ki spodbuja vsakega, da ne ima s sabo eno majhno izdajo evangelijev in odpre, ko je na avtobusu, prebere in se pusti nagovoriti od Boga. O tem govorimo, o tem, da je to nekaj normalnega in nekaj sprejemljivega, ker to je tako. Ne? In tudi se pravi, da vidimo, da se to širi po raznih sferah, zasebnih in tudi javnih. A ne? In predvsem, da bi tudi videli, da Sveto pismo res preobraža življenje. Poglejmo, kako je ta Samarijanka, kako je prišlo upanje vanjo, kako se je njeno življenje razsvetlilo od tega srečanja z Jezusom. No in zdaj, če pa vas karkoli od tega nagovarja, potem pa vas seveda vabimo vsakega od vas, da se nam pridružite. To lahko naredite kot član, kot prostovoljc, kot podpornik, kot molitveni prijatelj. Mi potrebujemo molitev za svoje delo, odvisni smo od molitev kristjanov, tako da vas prosimo za molitev. No in da zaključam, za vas imam eno konkretno vabilo, pa en konkreten izziv. Vabilo je tole, smo zdaj vaši novi sosedje, obiščite nas. Tukaj blizu smo na Tržaški. Pred cerkvijo bo potem ena miza, kjer boste lahko dobili nekaj našega gradiva, pa predvsem tole vabilo smo tudi dali natisniti za vas. Na drugi strani vabila je pa izziv za vas. Izziv pa je tale, da tudi vi začnete redno zajemati vodo iz Jezusovega studenca, iz studenca Jezusove besede in na drugi strani vabila boste videli 30 odlomkov iz evangelijev pa iz apostolskih del, ki naj bi jih brali vsak dan enega, se pravi 30 dni, to je glih približno do konca posta. Tukaj gre za to, da če to redno začnemo delati nekaj časa, postane to naša navada in začnemo prihajati k živemu Bogu. Torej, povabljamo vas, da nas obiščete in izzivamo vas, da sami stopite k studencu žive vode. Hvala.